Gledate oddajo Klepet ob kavi. Tako odštevamo dni do energijske priprave na leto 2020, ki jo vsako leto organiziramo in gre za en tak poseben dan na solstici 21.12., kjer dejansko res naredimo inventuro vsega, kar se je zgodilo letos in na nek način postavimo, se uglasimo z vibracijami, ki prihajajo torej na tisti konkreten prehod, ki se bo torej zgodil ob novem letu, ampak že pri solsticijo se te stvari nekako začnejo dejansko prilegati in prilagajati in vse take in drugačne stvari. Za marsikoga je bilo leto 2019 prelomno, za Klepet ob kavi vsekakor in ne samo to, tudi na zasebnih področjih veliko se je letos dogajalo in tudi leto 2020 naj bi bilo prav posebno tudi eno tako leto zanimivih prelomnic, tako da vabljeni 21.12. Sicer pa, kot smo torej rekli, posode, himalajske ste prej le videli in veste, da vidite še kakšne druge posode ob ponedeljkih, kajti ponedeljki so tisti, ko gremo lepo v naš kuhinjski del in pripravimo marsikaj zanimivega. No, danes bomo pripravljali nekaj, kar je pravzaprav pravi hit po vsem svetu. In moram reči, da je tudi meni zelo, zelo všeč, tudi zelo dobro je in me spominja na tiste otroške dni, razigrane, navihane. O čem govorim, a že mogoče ste prepoznali, kaj bi tole lahko bilo. To so tako imenovani cake popsi oziroma tortice na palčki. Ja, tortice na palčki, to bo to. In v moji družbi sta iz ateljeja Q, Nena in Uroš, lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdravo. Jaz imam že gotov izdelek, ne? Ja. Ja. Zanimivi, ne, cake popsi? Taki božični. Taki božični so, ne? In danes bo tole čist taka božična varianta. Pa tako razmišljam, da je, mislim, praktično pa manj poješ, ne, kot en kos torte, recimo. Ja, kakor bi kjer po moje si vzel. Pol pa sam jemlješ, dajmo še eno, dajmo še eno. Ja. Dokler ni konec, ne? Ja. Odlično. Danes sta prišla z enim takim preprostim receptom. Nasploh se vidva fokusirata tudi na to, da otroci sodelujejo, pa cele družine sodelujejo dejansko v kuhinji. Tako da ta recept naj bi bil preprosto otročje lahek. Ja, tako Ja. da ga lahko vsak doma, družina, mamice, očki skupaj z otroci ustvarjajo, pečejo, se družijo, izpopolnjujejo to svojo kreativnost, pa grejo malo v kuharske ali pa te vode za peko, Ja. ustvarjalne. Meni se zdi, da familije tudi če čez leto nič ne delajo, tudi če nimajo cajta za peč, pa za pripravo stvari, pismo za decembra si povzameš čas, ne? Ja, se mi zdi, da je december tak mesec, ko doma vsi radi bolj ustvarjajo, sploh ko pečejo piškote in takrat pridejo tudi otroci na ta svoj račun, da lahko ustvarjajo s svojimi starši doma. Ful dober, ful fajn. Odlično, mi smo pokazali eno krasno in čudovit pripomoček, tale pripomoček za cake popse, ampak vidva pravita, da tudi če tega nimamo doma, vse glih se lahko znajdemo. Ja. Ja, mi dva to danes bomo predstavljali, da se dela vse z rokami, ne? Ne potrebujete nobenih takih posebnih pripomočkov. Drugače pa tole zelo priročen pripomoček za cake popse. Praktično, ne? Ja. Odlično. Fino, dajte povedati, kaj boste dala noter v recept, ker predvsem ne boste uporabila cukra v tej beli obliki, kakor smo mogoče še vedno nekateri vajeni uporabljati. Ja, zdaj sladkorja ne bo, zaradi tega, ker vemo, pač, da ti popsi so veganski in tudi vegani se stremijo k temu, da imajo tudi čim bolj manj predelane živila, se izogibajo navadni moki, pa beli moki, pa sladkorju. Načeloma, ne? Načeloma. Načeloma. A so tole sestavine? Nena, povej, kire sestavine bo to uporabljala. Zdaj, tlele noter imamo 200 gramov datljev, 100 gramov veganskih keksov, pa 150 gramov mandljev. To bomo zmiksali vse tlele noter, potem bomo pa dodali še veganski lešnikov namaz. Lešnikov namaz. To bo ta masa, s katero bomo mi pol izoblikovali popse.
O, super. Odlično, se pravi, en blenderček boste uporabila, tamle se pa, kaj se pa tam Tukaj pa pripravlja? temperiramo temno čokolado pa belo čokolado za dekoracijo. Za dekoracijo. Tako, za oblivanje in za dekoracijo. Evo, lahko kar začneta, da vidimo, kako bo to nastalo. Torej, kak je slovenski izraz cake popsi, da bomo imeli tako bolj slovenskega? Tortice na palčkah. Tortice na palčkah, ne? Najboljši je enostavno. to. To je najboljši. Ker jaz, recimo, meni je ful pomembno, da dobro zgleda zadeva, no? Kakor otrokom verjetno tudi. Ja. Tole jim čist dogaja, zihar, kad vidijo. Vsake te zadeve se ta prvo jejo z očmi, ne? Ja, Potem pa, pa vse potem pa ostalo. probaš, ne? Se Ja, pa odločiš. probaš. Odlično, evo, preden bomo mi tole zavrteli, torej dala sta kar kekse, ki ste jih kupila, sta kar dala v bistvu noter. Tako, lahko jih sami spečemo, lahko Ja. jih kupimo, Ja. ampak najbolj enostavno je, da se kar pač kupijo, lahko so tudi polnozrnati. Ja. Mi dva nimamo zdaj polnozrnati, ki smo kar dala navadne, Ja. vaniljove, dateljne, mačkem vode. Kaj sta datle prej, ok, itek se jih razkoščiščila, valjda, Ja. ampak jaz recimo zato, da blenderja ne mučim preveč, zmeri datle, dam najprej recimo v vročo vodo, mečke, da se zmehčajo. Ja, priporočljivo je, da se pač eno urico prej namočijo, ne, da se Ja. malo napijejo malo vode. Ja. Ampak recimo jaz datle uporabljam skoraj posod, ko hočem nekaj, da je sladk, ne? Ja, ja, so lepo zelo vežejo sladke, stvari, ne. ne, Ja. posladki so. Ja, pa dejansko so dokazali, dr. Grey je govoril, da vsaka ženska mora na dan za dobre, zdrave ravni oksitocina pojesti vsaj 3 datle. Ja, Bojo v omari. to zdaj Ja, ja, Prav. morajo biti v omari, ne, tako da to se zmeri spomnim, da bo v redu. Evo, mi tole zdaj zablendamo, vi, dragi gledalci in gledalke, pa kot veste, o ponedeljkih, ja, mogoče smo bili pa ravno pri vas doma. O čem govorim? Govorim seveda o naši EmoShop akciji reakciji, kjer pravzaprav od vas pričakujemo nekaj, kar je zagotovljeno, da to imate doma. O čem govorim? Govorim seveda o tem, da pride Kristjan do vas in vas povpraša, če imate doma kakšno šalco, kakšno posodo, na kateri piše kaj drugega kot Made in Slovenija. Torej, narejeno v Sloveniji, kot tudi tukaj, pa tale lep, čudovit tudi levček. Mogoče piše Made in Jugoslavia, to dobite pa še dodatno darilo, ki pa ga torej poklanja EmoShop. In dajmo pogledati, pri komu je bil tokrat Kristjan, na čigava vrata je potrkal, kajti redno trka vsak mesec, vsaj 2-krat na mesec in morda potrka tudi pri vas. Takrat imate nalogo, da v 1 minuti poiščete eno staro posodo, na kateri piše, da je narejeno v Sloveniji oziroma v Jugoslaviji, in tako EmoShop potem poklanja krasna darilca. Dajmo pogledati. Danes EmoShop podarja darila. To bo izgledalo tako, da bomo pozvonili na zvonce, a pogledamo, kaj danes EmoShop podarja. Tako lepo šalčko za shranjevanje sadja in da ga lahko neseš s seboj. Torej, jar to go. Smrekico, na kateri je več smrekic, da bojo lahko delali piškotke. Lonček z natisom. Ok. Glasno. Zdravo. Zdravo, Kristjan. Zdravo, jaz sem iz Klepeta ob kavi. Eno vprašanje imam zate. V bistvu hodimo po bloku in obdarujemo ljudi. EmoShop obdaruje ljudi danes. Ampak je ena stvar, ko se pa rabi narediti. Torej, če ti uspe v 1 minuti najti eno džezovo ali pa ne vem, a veš tak lonček ali pa karkoli, ko je bilo narejeno v Jugoslaviji, ko piše Made in Jugoslavia ali Slovenija, 1 minuto imaš časa. Če to v 1 minuti najdeš, prejmeš darilo. A boš probala? Ok, nema. 3, 4, zdaj, 1 minuta, teče. 39, 58. Misliš, da bom imela? Po mojem imajo to vsi. Vsi imajo sigurno pač eno tako stvar. Ne vem, če je to pravo, ampak to sem najdela. Čak, zdaj ne vidim. Ok, čeli pauza. Rabila si 11 sekund. Wow. Prednosti majhnega Evo, stanovanja. to je to. Made in Slovenija, evo je, našli smo jo. Ista je, daj. Ista je. Super, ja, ej, evo. Ti jo vrnem nazaj, zdaj pa dobiš ti darilo. Ja, ej, vesel sem. Tada!
kaj pa je še? za sadje shranjevati in da lahko imaš za napot, če boš hotela. In potem še za ustvarjanje kolačkov. Ja, in potem na koncu še nekaj, da boš imela. Ne, poglej. Da to ne obložim. Malo rok. Kaj pa to? Ja, kako lepo. Je luškala, ne? Zelo. Evo. Emo pa šop ti podarja to, ker si imela tole skodelico, hvala ti in se vidimo. Lepo vodi. Čau, lepo te je bilo videti. Evo, odlično. Takole, Kristjan bo še presenečal, Kristjan se bo še oglasil. Kakšni mu nočete vrata odpreti, ker mislite, da je kak čudak? Kristjan ni čudak. No, v bistvu je. Ampak prinaša pa torej darila in veliko lepega. In evo, danes veliko lepega takole, ne, se tole pripravlja in potem takole zgleda. Torej, tortice, božične tortice na palčki, nekaj za oči, nekaj za brbončice. Uroš, kak daje leci? To si zdaj zblendal. Evo, to smo zdaj zblendali, dateljne, mandle in kekseke, a ne? kekseke. Zdaj bomo pa to prestavili v eno posodo Ja? in bomo dodali še tale rastlinski lešnikov namaz. Odlično, perfektno. Tale lešnikov namaz, to jaz tudi sama znam doma narediti, vidva tudi, ne? Ampak če hočeš si poenostaviti zadevo, ker moraš imeti dober blender, ne? Ja, Za res. tete namaze, edin to je res. Tole meni zgleda dosti suho. Ja, zato pa dodamo še tale lešnikov namaz, da malo veže vse skupaj, ne? Okej. Pa tudi dateljni, Ne sme biti preveč moker. ne, ni fajn. Ni fajn, da je presuh, pa ni fajn, da je premoklo, ne? Ja. Ker če je presuho, potem se kroglice ne držijo skupaj. Ja, itak boš pa to zdajle ugotovil, ko jih boš začel gnesti, ne? No, vidiš, fajn, imaš močne roke, fajn to, da boš... To je najboljše, tudi otroci radi potem to Pecajo. mesijo na roke, pa pecajo, ja, in je to pač zato tukaj bolj zanimivo, ne? Ja, najbolj idealka. Pa tle v bistvu ni nobenega pečenja, ne? Razen čokolado si v bistvu stopil, Tako. ne? Potrebujemo samo eno kozico z malo vode in potem eno posodo, v katero damo čokolado, Ja, da se to temperira, ne? perfekten, odličen. Kaj, če bi k vama domov prišla, bi imela kako omade in Slovenija posodo? Mama, Ja, mama. Ja, pa kdo pa tega nima, ha? To, rdečo z belimi pikicami. Ja, seveda. Ampak to je ono, ne vem, mene prav to spominja na otroštvo in ful je zanimivo, da zdaj dejansko glih govori o tem, da emalj je v bistvu še vedno najbolj zdrava posoda, ne? To me spominja na babice, Ja. kot si rekla. Ja, Na ja. otroštvo naše. Ja, to smo vsi v otroštvu imeli doma, stare mame so imele. Ja, zdaj se to vrača, to mi je fajn, to mi je všeč. Smo pili mleko ven, ko so nam ga zagrele. Ja, ja. pa une Zajtrki. kangelce, ko so šle Ja. po mlek. Ja, ja. Jaz se spomnim, to mi je sem bilo še zmeraj zgodila. zabavno. Pa bi včasih je bil še topo, Ja. ker so ga dali noter. To zdaj se to vrača, se mi zdi, no. Jaz poznam veliko ljudi, dobro, mi mleka kravjega pri nas sicer ne pijemo, ampak ko smo imeli pa mlade mucke, pa ko smo jim mešali, smo pa dejansko še sosedi, brez kangelce sicer, ampak tako da se mi zdi, da se vrača malo te zadeve. Ej, tole pa dobro zgleda, veš? Ja, sej tudi... Mislim, konsistenca ta prava ratuje. Ja. Malo bistvu, zle je ko treba sva- gnetiti, ne? Zdaj pa pomako, kaj si izbral za pomako? Vse to si lahko ljudje karkoli dejansko, ne? Ampak Karkoli. kaj si pa ti izbral? Goji jagode. Ja, valjda, to je ona zbrala. Ta rdeča, ja. Nena, Ja. ti si zbrala, ne? Da bo Tako je malo na tako, da božično bo temo, ne? božično. Daj nekaj rdečega zraven. Ja, rdeča mora biti. Pa še Kokos, zdrave so, ne? kokosove struške, kokosovo moko, Kokosova, kokos je, zbiri top. pa tele veganske mrvice. Mrvice, To je ja, bolj za ja. otroke, da je bolj čisten. Da so različne barve, Ja. ne? Ful fajn, ful fajn. Tlele vidim, da boš ti zvagala. To je Ja. čist tak, ne? Iz, kaj, da so isto velike ali kako? Ja, to je recimo za, če bi radi tako, da nimate ene kuglice take, pa ene malo manjše, si date kako gramaturo bi radi imeli, zvagate vsako maso, pa naredite, pa lahko dobite take lepe oblikovane kuglice, da so vse isto velike. Ni pa treba, to je čistko za
Bolj zaradi videza. Bolj zaradi videza. Ja, ali pa če nimaš teh modelov, ko lahko noter uliješ, da ti res pridejo čisto vsi isti modelčki popsov ven. Ful dobro, ful dobro. Evo, mi imamo za vas tudi tale recept, ki ga torej pripravljata Uroš in Nena, tako da poglejte si tale recept za približno 15 kosov. Mislim, to tukaj dobro zgleda. Ne uporabiš veliko mase, ne vzame veliko časa, ampak dejansko zelo impresioniraš vse goste in ne samo ti recepti, tudi vsi ostali veste, da pri Klepetu ob kavi vsak ponedeljek dejansko nekaj ustvarjamo, nekaj preprostega, nekaj simpel, nekaj, kar dejansko lahko naredimo vsi doma. Danes vendarle živimo zelo hiter življenjski tempo in nimamo zdaj ure in ure časa. Evo, akcija! Tako, masa je gotova. Masa je gotova. Zdaj, če hočemo, da so vse kroglice enako velike, da so vsi popsi enaki, je dobro, da uporabljamo tehtnico. Drugače pa prosto. Prosto pa prešerno. Ja. Ena velika, ena mala, kakor pride. Se pravi, kakor da bi delali neke ješke scena, ne? Tako. Zdaj, če imamo preveč suho maso, lahko damo v ta recept še žličko vode. Ja, ali pa mleka, ali pa karkoli verjetno, ne? Tako. Jaz ful nisem človek, ki se držim receptov. Ja, sej. Zmeri gledam to, kar imamo v špajzi pač. Tako, tako. Lahko se tukaj tudi uporabljajo drugi oreščki, pač kar imamo na zalogi, kar je za porabiti. Vse lahko damo v te cake popse. Ja. Niso neki, ni se treba držati nekih ustaljenih receptov. Pismo dober imaš ti, imaš dober Augenmaß. Vsaka, kad daš gor, ima približno isto grama, veš? Ja, to pa že verjetno malo kilometrina dela. Kilometrina? Ja, zelo dobro. Bolj sem jaz tu, ko rabim vago, ko on. Bolj sem jaz tu, ko rabim vago, ko on. Ja, moški so bolj natančni v izmerjenih zadevah, ampak, veš, ti pa daš obliko in obline in tak naprej, ne? A veš? Brez ženske ne gre, pravijo, ne? Ja, seveda. Za vsakim uspešnim moškim stoji še bolj uspešna ženska. Ja, to mi je všeč. Evo, super. Kaj pa zdaj, to mora se kaj pustiti ali pa karkoli preden gre naslednjim? To je super, če je ne pol urce saj v hladilniku, da se malo veže, pa da se malo stedi, da pa lažje dekoriramo. S tem, da moramo še zdaj palčke napikati. Aha, okej. Prvo bomo napikali palčke, pa bomo pa postavili v hladilnik za ene pol urce. Za ene pol urce. Tako. Ok, v redu, torej, lahko gremo na palčke, se pravi, palčke se bojo kar zdaj že napikale. Tako. Te palčke pa, ja, papirnate palčke, vidim, da so tukaj sicer jih dobiš zraven pri temule modelčko. Ja, zdaj lahko se uporabljajo tudi lesene, plastične, čeprav plastične niso več toliko v trendu. To mi je všeč, tudi slamc ne dajo več plastičnih, veliko v dostih kavarnah. Tako, ja. Mi dva mama kartona ste v bistvu iz papirja. Da stremimo k naravnemu. Super. Kaj pa pol narediš, ko imaš tamle, kdaj pomočiš to? To pomočiš, zdaj zelo pomembna je tekstura čokolade. Ni fajn, če je preveč tekoča, ni fajn, če je preveč trda. Če je preveč trda, se slabo obliva, če pa pretekoča, pa dol teče. Se pravi, tele lahko finiširamo že zdaj? Treba bi jih bilo dati malo v hladilnik. Ja. Čeprav tudi te so taka struktura, da ko smo mi tudi malo delala jih, so bili tudi, če nisi dal v hladilnik, je bilo glih tako, so se palčka lepo zapičila. In potem lepo pomočiš in voilà! Wow, koliko sta pa tole lepo naredila. Tole sta stiropor oblekla? Tako, to so lahko zelo privlačno doma se naredimo sami. Ja. Bo Nena kaj več povedala o tem, ko je to... Kako si to Nena naredila? Zaradi stiroporja. Pač kupiš navaden stiropor in ga potem... Odrežeš na mero. Tako, odrežeš ga na mero. Fajn je, če hočeš, da imaš tako lepo, da si malo premeriš, da pridejo popsi enakomerno noter zapičeni, da tako tudi vizualno efekt zgleda malo lepši. Pol pa si izbereš en dekorativni papir. Midva smo dala, ker je pač december, pa božično, malo srebrno, zlata, pa smo ovila. Tole bi lahko tudi za kakšne rojstnodnevne zabave naredila. Tako, to je tudi taka najbolj ugodnejša rešitev, da se ne kupujejo ta stojala za popse. Pa imaš
Odlično, Pa še lepo izgleda. Ja. pa dejansko samo noter napikaš. Ali pa otroke zaposliš, da ti to naredijo, pa zraven spet malo nekaj delajo, pa sodelujejo, pa jim je všeč. To mi je Pa je všeč. njihov izdelek pa je spet, ne? Ja, seveda, Ja. pa se pol pohvalijo pred prijatelji, tu sem pa jaz naredil. Odlično, veliko lepega v decembru vam želim. Hvala, ker ste delila tale recept in hvala, ker ste prišla, pa lepe pozdrave v Celje, rodno Hvala tudi Celje. vam. Takole, evo, receptek je znan. Nena in Uroš sta bila v moji družbi iz ateljeja Q. Vabimo pa tudi vas, nedobudne kuharje, mojstre. Pridite kaj narediti, mi vsak ponedeljek kuhamo, pa na takšen način se tudi učimo, nadgrajujemo svoje znanje in skrbimo seveda tudi za brbončice. Novoletno vzdušje in pa vse, pa ne gledajo kraske, pa prižgane šveče in vse te zadeve. Lahko zaradi podlage naše male človekove malimarnosti, da nekaj pozabimo, lahko imamo potem pokvarjene novoletno praznike, pa mogoče še hišo vžgano. Zato bomo danes malenkost malo bolj predstavili proizvode, ki si lahko jih pomagamo z njim.